Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vas skrbijo visoke cene elektrike oziroma energentov? Prihaja rešitev. Skupina poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom, Socialni demokrati, je vložila predlog zakona za uvedbo energetskega dobropisa, s katerim bodo ogroženi lahko znižali svoje račune za elektriko, plin, ogrevanje ali gorivo. Dejanje so pospremili z izjavo: ker tega ni storila vlada, morajo oni. Mi pa dodajamo, ni važno kdo, važno je, da bo ljudem v stiski vsaj malo lažje. Sedaj pa se lotimo 54. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali tragedija na Dragonji. Kaj je šlo v resnici narobe? Reka je, nažalost ne prvič, odnesla življenje na poti v, vsaj tako ti nesrečniki upajo, boljše življenje. Smrt deklice je gotovo tragedija. Ta primer je treba skrbno preiskati in ugotoviti, ali je bilo storjeno kaj narobe in če, kdo je za to odgovoren. Tako pravi predsednik republike Borut Pahor. Kaj je šlo v resnici narobe, nam bosta pomagala razvozljati naša stalna komentatorja Tino Mamić in Darko Mršič. Toplo pozdravljena. Pozdravljene. Tino, Darko, nekako se zdi, da smo mogoče zaradi te korone ali pa drugih razlogov, če se boste strinjala, je ta migrantska problematika v zadnjem času ni toliko v ospredju. Se mi zdi, še ob nastopu te aktualne Janševe vlade je bila bolj v ospredju, tudi Andrej Šiško s svojimi vardisti je bil aktiven na južni meji in tako naprej. Zdaj nekako vse to šlo v ozadje do zdaj tega tragičnega dogodka, ko je seveda spet prišlo na naslovnice, na vrh tako rekoč našega zanimanja. Kako recimo vidva spremljate to migrantsko problematiko, kako jo vidite, njeno aktualnost, pa kaj se ta hip dogaja? Verjetno je tudi povezano z vremenom, ker te migrantske poti so čez Balkan, ker je bistveno bolj hladno kot recimo čez Italijo. Je verjetno po zimi manj migrantov. Po drugi strani je pa tudi korona sama po sebi precej omejila te prevoze in premike migrantov iz Turčije oziroma iz Bližnjega vzhoda proti Srednji Evropi. Tako da je eno z drugim pač prišlo do tega, da je danes precej manj migrantov, kot jih je bilo. Hkrati pa tudi država malo bolj kontrolira meje, kot jih je. Posebej, ko gledamo celotno Evropsko unijo, se je Evropska unija začela tudi zavedati, da pač se ne da. Mi se lahko sicer odločimo, da bomo sprejeli vse, ki pridejo, ampak bomo potem v 2 letih imeli 4 milijone Slovencev, oziroma prebivalcev Slovenije, in v 2 letih bomo imeli 1,5 milijarde Evropejcev, ampak to pač vsi verjetno nihče od 750 milijonov Evropejcev tega ne želi. Darko, kako ti vidiš situacijo? Ja, vsekakor je več faktorjev, tako kot je že kolega Tino rekel, nekaj so vremenske razmere, sicer pa tudi pretekla poletja niso bila tako na udaru kot v tistih udarnih letih 2015-2016, potem tudi ta nekako omejitev prometa in gibanja ljudi zaradi korona ukrepov je eden od faktorjev. Drugi je pa, da so tudi že na sami balkanski poti tudi druge države vzpostavile neke zaščitne sisteme na svojih mejah. Tudi Makedonija je postavila ograjo, Bolgarija. Menjajo se poti, mislim, da so migrantske poti zdaj precej bolj razpršene, z nekimi drugačnimi pristopi, kjer je bolj, ni več tistega masovnega, kar smo videli recimo poskuse takih prehodov v Poljsko iz Belorusije v preteklem mesecu. To je bilo prej, take scene smo gledali na naših mejah. Medtem ko zdaj večkrat srečujemo primere, da so poskusi prehodov z nekimi v kamionih, v tovornjakih, v skupinah po 15-20. Tako da se tudi spreminjajo te migrantske poti in načini
poskusov prehoda ilegalnega čez meje. Ja, Jaz bi oporekal, ne, Darko, to, da povej ti. faktorjev ni več, faktor je samo eden, samo Aljošev. Okay. Ampak šalo na stran, se vidva strinjata z oceno, da recimo to, kar je tudi sta nekako oba omenila, ne, posredno že, včasih smo imeli občutek, da nekako se je jasno, tudi šlo je za neke organizirane, ko bi rekel, pač te valove, te migrantske valove, ne, tudi recimo Turčija je kakšno odločitev sprejela, bila je vojna v Siriji in tako naprej. Zdaj se zdi, ne, da razen teh, ki so jih praktično z letali pripeljali v Belorusijo in tam z avtobusi na polsko-belorusko mejo, na tej naši, ne, da rečemo tako, balkanski migrantski poti, ni več teh nekih, da bi se reklo v narekovajih, organiziranih migracij. Se vidva strinjate s tem? Ja, lahko. Ja, sigurno ni več tistih kordonov, tistih kolon, vse gre nekako tudi te, recimo, poskusi iz Bosne in Hercegovine, iz tega zahodnega dela Bihačke krajine, kjer so stacionirani v teh nekih organiziranih ali polorganiziranih kampih migrantskih, tudi sami tako imenovano igrajo igro, game, večkratnih poskusov prehoda na hrvaško stran in kasneje seveda nadaljevanja proti Sloveniji, ker vejo, da jim samo transfer na teritorij Republike Hrvaške ne pomaga kaj preveč, kajti njihova policija vztrajno vrača vse te migrante nazaj. Tako da ja, se pravi, spremenil se je nek način, razpršenost je velika, zdaj če gledamo mogoče to neko masovnost ali pa z večjim številom, večje skupine ljudi, se mogoče to edino še opaža tu z Turčije proti Grčiji ali iz Severne Afrike proti Italiji s čolni in tako naprej, medtem ko na tej balkanski poti pa ni več teh velikih skupin ljudi, ki bi šle in za katere so se predlagali celo neki humanitarni koridori in tako naprej. Tako da zdaj se gre bolj za posamezne skupine, posameznike, družine in pa kakor jim organizirajo njihovi, to se pravi, šverceri z belim blagom, ki pa organizirajo po manjše skupine, kombi, tovornjaki in tako naprej. Mogoče se pozna tudi to, da je Bruselj vendarle malo omejil te svoje predvsem politične spine, ne? In to, če se spomnimo, kako je Merklova rekla, da so odprti, da jih povabi vse. Ja, zmogli bomo. Tako da to se verjetno ne bo nikoli ponovilo. Je pa res, da po drugi strani konkretno Nemčija potrebuje vsako leto, mislim, da 200-300 tisoč mladih ljudi za službe, zato ker je demografsko pada oziroma nima dovolj svojih otrok in potrebuje pa v bistvu ljudi, ki bojo to. To se posebej to vidi tudi recimo v Italiji pri teh ljudeh, ki skrbijo za starejše. Ta dolgotrajna oskrba, če temu tako rečemo, je ogromno raznih vzhodnoevropejcev ali pa tujcev, ne, ki opravljajo ta dela. Zdaj tukaj je pa Evropa dejansko zamudila vse vlake in kljub temu, da se recimo ena Francija zelo, zelo trudila in tudi precej naredila na tem področju, je vendarle tudi Francija demografsko ogrožena in vsa Evropa je demografsko ogrožena. Tako da tukaj je treba pač nekaj narediti, zato da se bomo v Evropi soočili s tem, kar je to bistveno ceneje, je, da omogočiš vsaj tisti družini, ki hoče imeti še enega otroka več, da jim to omogočiš finančno, je to za državo bistveno ceneje, kot da uvoziš nekoga z nekimi drugimi navadami, drugimi kulturami. Ne? Če se lahko jaz tu navežem, poleg Nemčije, ki je nekako, mogoče ni popolnoma obrnila retorike glede migrantske politike, bi pa vseeno omenil Dansko, kjer je celo socialdemokratska vlada prišla do popolnega obrata v migrantski politiki, zaostrovanje pogojev za dobivanje azila, celo vračanje ljudi, ki so že bili pred tem, da dobijo azil, oziroma jim ga ne podaljšujejo in jih vračajo na nek human način z letalskimi prevozi in tako naprej. Tako da mislim, da je potrebno izpostaviti to, da tudi celo nek socialdemokratske politike in
Socialdemokrati imajo na ta račun na Danskem 40-42% podporo. Ja. Tudi, Povej. tu gre recimo pri politični levici, posebej v celotni Evropi, posebej pa recimo v Sloveniji, to, kar oni zagovarjajo, da je treba meje odpreti in nekontrolirano pustiti ljudi, da prihajajo, to je v bistvu neka ideja, ki ne zdrži nobene strokovne presoje. Ne? Ker tudi, če bi to res naredili, bi dobili, kot sem rekel prej, milijardo ljudi, ne? Ker milijarda ljudi si želi preseliti v Evropo. Ampak kaj bi potem naredili? Bi bil na Bližnjem vzhodu ali pa v Afriki bi bil kakšen revež manj, to je res, ampak revščine pa ne bi odpravili. Ne? Bi samo Evropo odpravili oziroma Evropo spremenili v to, da ne bi bila več tako gospodarsko in kulturno in civilizacijsko napredna, kot je, in potem tudi ne bi mogla več pomagati. Tako da tukaj bi jaz tudi javno vprašal recimo te razne novinarje, ne vem, Katjo Šeruga in podobne, koliko oni recimo dajo denarja svojega na leto za te države v razvoju. In če jaz povem konkretno za slovenske kristjane, slovenski kristjani damo na leto samo preko Karitas, samo preko donacij, preko prostovoljnih prispevkov več kot 2 milijona evrov direkt za države tretjega sveta. Tako da zdaj eno je, da govorimo, drugo je pa, da kaj naredimo. Ne? In tukaj bi bilo za te novinarje in njihove tovariše bi bilo veliko bolje, da bi se oni konkretno tudi kaj potrudili in pomagali recimo enemu Petru Opeki na Madagaskarju. To je najboljša možna pomoč, da se Madagaskar, da se Afrika dvigne. Zdaj njih ni tu, jih težko vprašamo, ampak če si vzamemo krajši premor, pa mogoče kdo med njimi izkoristil to priložnost, pa kaj doniral. Tako da ne nam ujeti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj je šlo v resnici narobe pri tragediji na Dragonji. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Tino Mamić in Darko Mršič, pogovarjamo pa se o tem, kaj je šlo v resnici narobe pri tragediji na Dragonji. Tino, Darko, zdaj vemo, ne? Situacijo na naši meji bolj ali manj poznamo, smo rekli tudi že deloma v prvem delu oddaje, ta rezilna žica oziroma tehnične ovire, kakorkoli hočemo že to imenovati, to ograjo, je tam 6 let, ne? Ponovimo še enkrat, ni je postavila ta vlada, ni je postavil Janez Janša, postavil je Miro Cerar. Takrat, ko je bil tisti največji migrantski val, ne, ko je šlo kljub tem oviram čez Slovenijo, ne vem, 500 milijona ali pa še več ljudi, in od takrat je tam ostala bolj ali manj. Tu pa tam slišimo, da imajo lokalni prebivalci s tem kakšne težave, tu pa tam slišimo, da je problem, ker se kakšna divjad v to ujame, bolj ali manj se s tem ne ukvarjamo. Kakšno je zdaj vajino stališče, ne? Tudi v povezavi s tem konkretnim primerom. Bi bil zdaj čas za razmisliti, glede na vse to, kar smo povedali v prvem delu oddaje, da se ta žica odstrani, da se nadomesti s kakšnim drugim načinom varovanja. Vidita vidva v tem problem, ne vidita v tem problemu? Tudi če odstranimo vse ograje in vse žice, to ne bo tega življenja, te 10-letne punčke vrnilo, to je prvo. Drugo pa tudi ne bo preprečilo nič, ne? Ker preprečilo vsako nesrečo bi samo, če se odpre meje, ne? Ampak potem država ni več suverena, če država ne varuje svojih mej in če se lahko vsi prosto sprehajajo gor in dol, potem to ni več država, ne? Država mora imeti meje, ne? Če pa si kdo želi kaj drugega, pol naj predlaga, ne vem, združitev Slovenije in Hrvaške v isto državo, da ne bo meje in potem se bomo lahko sprehajali, ne? Ampak dokler imaš mejo imaš označeno in moraš čuvati, ne? Ne more se, razen živali, ne, se ne morejo ljudje sprehajati prosto čez mejo, no. Mislim, ne vem, to nikjer na svetu tega ni, ne, tako da tudi pri nas to mora biti, ne, tako da je to zdaj irelevantno, ne. Zdaj, seveda, v kakšnem primeru verjetno bilo bolje, da je, ne vem, žica ali pa ograja, ampak to dejansko ni problem, ne. Mejo je treba čuvati in tisti, ki hoče priti v državo, gre na mejni prehod. Amen. Se strinjam, gledajte, četrt stoletja se sosednji državi, Slovenija in Hrvaška, pogovarjata o nekih majhnih
bi lahko rekel, žepkih, komu pripada, komu ne pripada. To se pravi, da nam meje pomenijo nekaj. Po drugi strani, celo sploh zdaj v tej trenutni situaciji z pandemijo, se na mejah čaka tudi po 5-6 ur ob dneh, ko ni velikega, ne vem, turističnega navala, ko ni julij ali avgust. Jaz sem par vikendov zapored potoval čez slovensko-hrvaško mejo in se zna zgoditi, da imaš ob enih zjutraj na slovenski vasi kolono vozil, kjer se preverja moje pogoje za vstop v državo, poleg tistih, ki so standardni, torej še te, ki so v tej trenutni epidemični situaciji potrebni. In zdaj, če so te tehnične ograje primerne, mogoče ravno rezilne žice ne, panelne ograje bi lahko z mojega stališča vsekakor bilo nekaj bolj sprejemljivega. Je pa res, da enostavno, če hočemo obdržati to varnost in kot je Tino predhodno rekel, če hočemo obdržati nek evropski okvir in ekonomski in socialni, ki konec koncev edini lahko pomaga tem ljudem. Evropska unija je največja humanitarna organizacija na svetu, če mene dejansko vprašate, ima pa najmanj krivice v teh nekih geostrateških premikih, ki so botrovali marsikateri tragediji na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki in tako naprej. Tako da toliko krivice nekako nalagati na pleča Evrope in nas, predvsem pa nas tu na tem delu Evrope, ki nikoli nismo bili v nekem velikem globalnem sistemu nekih kolonizatorjev in tako naprej. Mislim, da je ta žica in ta tehnična ograja, ki konec koncev po eni strani največ, če vprašate samo prebivalce Ilirske Bistrice, koliko jim pomeni, je vseeno tu zaradi nas, po eni strani. Mislim pa, da je Slovenija že neštetokrat pokazala tudi svoj human obraz, kar se tiče beguncev. Spomnimo se tudi tistih let 91, 92. Slovenija nikoli ni imela s tem težav. Take količine pritoka novih nekontroliranih migracij pa enostavno je treba nekako obrzdati. Ja, je pa verjetno res, ne, da pušča grenak priokus, ker vemo, ne, nazadnje, ko so ljudje pač umirali pri prehodu naše meje, je to bilo še v bivši skupni državi, v bivšem režimu, ko so šli iz države, ne, v želji po boljši prihodnosti. Zdaj, da se po 30 letih samostojnosti to dogaja, verjetno vse je malo nekega grenkega priokusa, ne. Tudi s to zgodovinsko izkušnjo, ki jo imamo. No je, ampak zanimivo, da tisti, ki ne problematizirajo, recimo, da se je do leta 91, do spomladi 91 oziroma 90, tik pred volitvami se je še streljalo na mejah, ne, in se je celo metalo te begunce, to je šlo večinoma za dejansko begunce, migrante iz Bangladeša in drugih azijskih držav, in se jih je metalo v kraške jame. Ne, tako kot to so bile neke sodobne fojbe, tega nihče ne oziroma tisti, ki tega ne problematizirajo in ki jim je v redu, da imamo še vedno kraške jame polne trupel, enih trupel iz leta 45 ali pa 43 ali pa 47, ene pa do leta 90. Ne, to jim je v redu, na drugi strani pa je zdaj problem, če se je ena tragedija, neka nesreča zgodila, smo pa zdaj vsi krivi. Ne? Zdaj, kako to je tisti, ki zdaj najbolj kriči, recimo, da so naše meje problematične zaradi tega smrtnega primera, bi morali istočasno tudi reči, da se ne spodobi, da imamo mi vrhovnega sodnika, ki je požegnal te komisije, ki je bil v komisiji, ki so rekli, da je vse v redu, če se je ustrelilo nekoga na meji. Ne, to je dvojna morala, to je dvoličnost. Ja, ne, se gre po moje za to, pač se da kaj preprečiti ali se ne da preprečiti. No, ampak predlagam, da si zdaj pogledamo, kako je potekalo to reševanje. Imamo pripravljen en posnetek. Poglejmo. Pri reševanju turške državljanke so sodelovali tudi reševalci ter koprski gasilci in prostovoljci iz gasilskih društev Krkavče in Babiči.
Najprej pa so se morali prebiti čez tehnične ovire, ki jih je naša vlada postavila za varovanje šengenske meje. Gasilci so morali prerezati ograjo, zato da so prebežnike potegnili iz mrzle, deroče vode. Zdaj, to se mi zdi zanimivo, ne, da TV Slovenija dala to noto prispevek, da če je bilo treba ograjo, tisto žico, ne, novinar pravi, ograja stoji vsred te rezilne žice, da bi treba bilo to rezilno žico rezati. Ne. Zdaj, moj vtis je tak, ni videti, ne, iz tega, kar se je dogajalo in vseh poročil, ki jih imamo, da bi tako hrvaška policija ali pa tudi slovenska plus gasilci, reševalci in vsi naprej, da bi nekako zlahka jemali pač to, kar se je tam dogajalo. Ne. Vemo, hrvaški policist je skočil v reko, zadrževal to nesrečno mater, ne. Potem so naši policisti obema pomagali na breg, Hrvati so prinesli neko lestev in tako naprej. Drug dan se je nadaljevala pač skupna iskalna akcija, potapljači, vsi ostali so bili angažirani. To vendarle se mi zdi kaže na to, da pač ne jemljemo zlahka usode teh ljudi, ne? Se vidi, da strinjate. Ja, glejte, mene ravno to moti pri teh zagovornikih te open borders politike, ta popolna demonizacija predvsem teh držav, Hrvaške, Grčije, Slovenije, hrvaške policije. Mi moramo vedeti, da je bil eden močnejših političnih projektov v Evropski uniji z enega političnega pola, da se Hrvaško blokira pri vstopu v šengensko območje s to demonizacijo in njihovim naj bi agresivnim ravnanjem na meji z Bosno in Hercegovino, ampak imamo nešteto primerov, kjer so reševali z Dinare, Gorskega Kotarja, z reko v Bosni in Hercegovini poškodovane, ranjene, premrzle migrante. Tako da mislim, da je to pač samo še ena od nekih klasičnih tistih PR spinov za to neko politično propagando. Ja, spet se vrnemo k vprašanju, kaj tisti, ki kritizirajo meje, kot ta novinar, ne, ki je pač povedal svoje mnenje, čeprav je šlo za poročilo, za vest, ne, kjer ne bi smel svojega mnenja izraziti, ampak bi moral samo povedati, kaj se je zgodilo. Tako je pa poleg tega še eno laž izrekel, ne, ki jo je ta vlada, torej ograja, ki jo je ta vlada, naša vlada postavila, ne, kar ni res, ne, ker je predprejšnja. Ja, mislim, da je rekel naša, zdaj ne vem, kjer jo mislim. Ja, ampak okay. Naša vlada, kjera je naša? Če rečeš naša vlada... Ni povedal, da je bila to tista ampak, pred 6 leti, to drži, ja. Torej, če bi oni imeli eno alternativo, potem se lahko pogovarjamo, ampak oni nimajo alternative, ker je Slovenija mora svoje meje varovati. Amen, to je po slovenski zakonodaji. Če jim to ni všeč, naj predlagajo, da mi sprostimo meje, da pač lahko hodimo čez meje brez PCT-ja, brez dokumentov, brez nič. Ne, to je treba pač, vse imajo skoraj večino, ne, bojo prepričali že tiste par poslancov iz Desusa in bojo odprli meje in bojo meje odprte. Ne? Ampak druga stvar je pa, da mi moramo zaradi Schengena moramo čuvati meje. Če mi ne bomo čuvali meje, nam bojo Avstrijci in Italijani zaprli. Zdaj, če oni to hočejo, ne to povejo jasno, v redu, mi smo za to, da odpremo meje in da nas preplavijo. Prav, ne? Ampak jaz nisem za to. Ne? To vprašanje alternativ se mi zdi zanimivo, ki si ga izpostavil, Tino. Zdaj, nevladne organizacije pravijo, poleg predsednika Pahorja je za eno zanimivejših izjav ob tem dogodku nesrečnem poskrbel tudi državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič, ki se prav ukvarja z vprašanjem migracij, ne, ko je rekel, da pač če bi ta mama s temi otroki svojimi šla na mejni prehod, se to ne bi zgodilo. Ne. Ampak nevladne organizacije pravijo, da Slovenija itak nikomur ne odobri pravice do azila. Bi bila po vajenem mnenju sprejemljiva alternativa potem, da bi vendarle te vloge, te prošnje za azil pač obravnavali na drugačen način. Zdaj, prej ste rekla v prvem delu oddaje, da potem bi pač imeli tukaj tako veliko populacijo, da je ne bi mogli preskrbeti niti, ne. Ampak po drugi strani pa vidimo, da zdaj ni več takega dotoka teh migrantov. Mislite, da je to opcija, da bi pač vseeno Slovenija to svojo azilno politiko malo prilagodila aktualnim razmeram ali ne? Ja, glejte, mislim, to, da Slovenija nikomur ne odobrava azila, to ni res. Je pa v tem primeru vsekakor vprašanje,
Če bi nekako po mojem profilu, se mi zdi, da gre za to žensko in otroke, ki so pač sodelovali v tej oziroma bili del te tragedije, da gre očitno za Kurdinjo iz Turčije. Tu je pa spet vprašanje odnosov Evropske unije in s tem tudi Slovenije do Turčije. Mislim, da Turčija, Evropska unija nikoli ni igrala za njihov teror nad Kurdi na vzhodu, na jugovzhodu, in skozi to oni niso niti neka politična žrtev za Evropsko unijo, in na osnovi tega verjetno tudi nimajo pravice do političnega azila, niso begunci pred vojnim spopadom, ker formalno tam ni vojnega spopada, čeprav turški tanki tudi meljejo kurdske vasi na vzhodu. Tako da je to stvar politike in stvar tudi političnih skupin, ki potem zagovarjajo odprte meje. Ravno, ne vem, socialisti in demokrati, pa zeleni, oni so bili v Evropskem parlamentu, oni so prvi, ki so proti sankcijam Erdoganu, prvi, ki nekako njegov režim nočejo klasificirati kot neotomanski, kot proislamističen, kot antikurdski, kot celo avtoritaren, in prvo njihove politike se morajo spremeniti, da potem se tudi kompletna azilna politika spremeni do nekaterih narodov, ki so potrebni pomoči in z razlogom bežijo. Ja, to je res, da bi se to moralo na tak način, torej globalno reševati. In tudi tisti, ki govorijo zdaj, da je treba pač spremeniti azilno politiko, se strinjam, da je treba premisliti o tem, kaj je treba spremeniti in da se da konkretne predloge, da rečemo, ne vem, zdaj bomo pa vsem Kurdom v Sloveniji bomo dali politični azil, ker so dejansko preganjena manjšina v Turčiji in se o tem lahko pogovarjamo in je v redu, ne? Sam to je treba pač, pri nas je pravna država, upoštevati moramo zakone in zato je treba to delati zakonito, ne pa, zdaj bomo pa zato, ker, ne vem, iz nekega osmilja ali ne vem kaj, bomo pa odprli meje, ne? Ne gre tako, ne? To je pač država in en novinar ima lahko ne vem kako močno voljo in željo, da bi nekaj naredil, ampak se pač v državi imamo zakone in zakone treba spremeniti. Amen, ne? Tukaj mislim, da ni. Tudi pri temu, konkretno pri temu žalostnemu primeru, pri tej tragediji, ne, ki je postala predmet političnih pogovorov in spletnih debat, grdih, ne, to je pritlehno, kar se grejo, ne, ampak kar se grejo predvsem tisti, ki skušajo to narediti iz tega politični problem. To je tragedija. 5 otrok imam, tako da si sam precej predstavljam, ali pa si skušam predstavljati, kaj bi bilo, ne, če bi jaz izgubil otroka. Ne. In tudi težko verjamem, da bi mati bila, ne vem, nemarna ali kaj takega. Ne. To se res težko si človek kaj takega predstavlja, zato, ampak tudi če bi bila, ne, tudi lahko je, ne vem, s posebnimi potrebami, lahko je, ne vem, v kakšnem čustvenem stanju in pač nekaj naredi. To so vse take stvari, ki ne smejo biti predmet politike in spletnih debat. To je sama tragedija, je tako težka, da jo bo tudi ta uboga mati premlevala celo življenje, lahko smo prepričani, zato jo dajmo pustiti primeru, ne zdaj se tukaj zdaj govoriti, ali je kriva ali ni kriva ali kakorkoli. Ne. Po drugi strani pa moramo vedeti še eno stvar, ne, da tisti, ki zdaj tako govorijo, ki se jim tako smili ta uboga mati, dejansko skozi medije predstavljajo eno zlagano zgodbo o teh migrantih. Ne, ko gledaš recimo, jaz dostikrat gledam fotografije za tednik Domovino, ko dajemo noter fotografije. Ko gledaš fotografije migrantov, nikoli ne, oziroma zelo, zelo težko dobiš fotografijo, kjer ne bi bilo otroka ali pa ženske. Ne, da bi dobili same moške, čeprav vemo, da je moških migrantov 90%, ampak fotografije s samimi moškimi ne dobiš. Kaj šele, da bi dobil kakšno fotografijo agresivnih moških, kar je pa zelo pogosto v teh razmerah, teh revežev, lahko rečemo, ne, v teh begunskih oziroma migrantskih centrih. In zato nam dajo eno zlagano sliko
o vsem skupaj. Ne. Zdaj, v bistvu, ravno zaradi tega, kar si zdaj povedal, ne, Tino, po človeški plati me zanima vajino mnenje. Ne. Zdaj vemo, 3 otroci so še, 2 sta bila že na Slovenskem bregu, ko se je zgodila ta nesreča, eden je bil še na Hrvaškem. Ko so mamo rešili, so potem, tako je bilo pojasnilo slovenske policije, vse 4 preživele združili na hrvaški strani, njo so odpeljali v pulsko bolnišnico na oskrbo. Zdaj, po vajinem mnenju, verjetno je bolnišnica v Izoli bliže Pulski, ne, od kraja tega dogodka. Zakaj recimo vsaj v tem primeru niso pač družine združili na slovenski strani? Saj s tem ne bi prejudicirali morebitne kasnejše postopke. Se vam vseeno zdi, da bi vsaj v tem primeru lahko drugače odreagirali, ali je pač policija dela tako, kot dela vsakič in je to pač del neke politike, ki jo pač policija na meji izvaja? Tukaj je težko reči, jaz težko verjamem, da policisti ne bi delali po zakonu. Jaz mislim, da zelo dobro poznajo to zakonodajo, ki je mi trije ne poznamo detajle in sem prepričan, da so naredili tako, kot je po zakonu. Ne. Zdaj lahko gremo študirati, ali je bilo res dobro, čeprav se nam zdi bolj smiselno, da bi recimo šli v Izolo, kjer je bližje, ne. Ampak mogoče tudi ni bila taka nuja, ne? Tako da pač priješ do Pule, porabiš pol ure več. Ne? Ampak tako da tukaj se mi zdi, da z naše strani preveč upiramo prste vedno v policiste, v policijo, vedno je vsako stvar, ki jo naredijo, je represija. Ne? Ravno obratno kot v prejšnjem režimu, ko je karkoli so naredili, nič ni bilo represija. Ne? Tako da to je ena taka ubogi policisti, no, tisti, ki so 40 let na policiji, da delajo, ne, si predstavljate, v kakšnem sistemu so živeli pred letom 90 in v kakšnem živijo danes. Ja, vprašal sem zato, ker je predsednik republike rekel, ne, se mi je zdela nenavadna izjava, ki sem tudi povedal v uvodu, ne, da se treba preveriti, če je bilo karkoli storjeno narobe. Ne, in zdaj iščem, kaj bi lahko bilo storjeno narobe. V bistvu. Kaj mislite, da oni niso, da policisti sami in njihovi voditelji in verjetno tudi minister, da niso rekli, raziščite natančno, kaj je. Ne, ni treba pač predsedniku republike pogovarjamo govoriti, se pač o tej To je njegovi pač izjavi, spin, ne, ne. sej zakaj jo je dal. Ja, politični to me- Jaz spin, po mojem. mislim, da tu, glejte, mi smo imeli primere, kjer so naši policisti pomagali rojevati nosečnicam, migrantkam v gozdovih, kjer so reševali premrzle, kot sem že prej omenjal. Mislim, da tu tudi tej mami in otrokom po tem, kar se je zgodilo, verjetno je bilo popolnoma vseeno in mogoče se niti ne zaveda, niti kje je, ali na hrvaški ali na slovenski strani. In v tem trenutku je po moje, predvsem, če gledam na njih, čisto nepomembno. Moram pa tukaj predvsem izpostaviti to, da se mora krivca iskati predvsem v tistemu, ki jo je pripeljal do teh gozdov, do teh rek, do teh potokov in pokazal s prstom tu prečkaj. Ker predvsem to se dogaja. Ta ženska s 4 otroci ni hodila čez Gorski Kotar pa prišla. Tam so jo pripeljali te trgovci z belim blagom in to so glavni krivci in to treba presekati. In zaradi naše policije in zaradi naše države in zaradi teh ljudi, teh migrantov. Ja, se strinjam. Ta kriminal je treba presekati. Zdaj, Se to je v bistvu ta medijski pomp ob tej zgodbi, pa tudi vseh drugih, dejansko pomaga komu? Najbolj pomaga tem tihotapcem, da bojo še bolj delali, zaradi tega, ker bojo policaji se še bolj bali ukrepati. Karkoli narediti, tako. In dejansko pri tej trgovini z belim blagom pa gre za izkoriščanje posebej žensk, ne, ki jih dajo vedno v prve vrste, in otrok. Ne. In tukaj je verjetno, oziroma prepričan sem, da je tukaj krivec, če rečemo, ne, kdo je najbolj kriv, gotovo, eden od tistih vzvodnikov, oziroma tistih, ki so vodili to skupino in jo pripeljali tja, ker ta uboga gospa verjetno ni vedela, kam prihaja. Ne. Tako da, in zdaj tukaj je treba pokazati s prstom, ne pa na Janeza Janšo ali pa na Predaliča. Zdaj, Svet EU je pod slovenskim predsedovanjem soglasno ugotovil, da Hrvaška izpolnjuje, sosednja Hrvaška, vse pogoje za vstop v šengensko območje. Ne. Zdaj nekako se pričakuje, da se bo to zdaj dokončno v nekem roku zgodilo, da bo Hrvaška postala del šengenskega območja, se pravi, se bo šengenska meja iz naše meje preselila na hrvaške meje s sosednjimi državami.
Vidva pozdravljata to odločitev, se vam zdi to pozitivno za Slovenijo in ali pričakujete, da potem bojo te tehnične ovire, rezilna žica, kakorkoli jim že rečemo, slovensko-hrvaške meje šle ali bojo še zmerom ostale tam? Jaz upam, da bodo takrat šle. Konec koncev ima Hrvaška neko srečo z mejo z Bosno in Hercegovino, da jo na tem severnem delu pokrivajo široke reke, težko za prečkanje. Te žepe okoli Bihaća, pa tu na tem Unsko-Sanskem kantonu, v Karlovškem področju, policija nekako že kontrolira brez tehničnih ovir. Potem je ta del proti obali dol, kjer je Dinara, kjer je tudi težko prehodno območje. Medtem ko na jugu je pa spet to neko širša globina Hercegovine proti dalmatinskemu zaledju, tako da Hrvaška ima srečo z neko to konfiguracijo terena, da ima neke naravne meje. Upam pa in jaz se vsekakor strinjam, da je Hrvaška, da je dobro za Slovenijo, da Hrvaška vstopi v šengensko območje, ne samo zaradi teh migrantskih vprašanj, nasploh tudi zaradi nekih ekonomskih vprašanj, hitrejše fluktuacije med Slovenijo in Hrvaško, predvsem v turističnih sezonah in tako naprej, in tudi v nekih poslovnih odnosih Slovenije in Hrvaške, transporta in tako naprej. Tino? Ja, gotovo, Schengen je pridobitev, tako da jaz komaj čakam, da bo uveljavljen. Tudi ne samo do Hrvaške, ampak tudi do drugih držav in da se bodo te druge države, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Črna Gora, Srbija, Albanija, da se bodo čim prej združile v Evropsko unijo, da se na ta način prepreči morebitne nove vojne. Tako da to je gotovo dobro. In tako, spomnim se recimo leta 90 oziroma leta 91, ko smo razglasili samostojnost in potem, ko smo tam prečkali, smo hodili čez Dragonijo in nas ni noben kontroliral. In potem smo nekako čakali in si želeli, kdaj bo že postavili. Zdaj pa, ker je bil tudi dokaz te suverenosti. Da bi kdo prišel, da bi imeli potrditev, da je to državna meja, ne? Zdaj pa ravno obratno. Kako se stvari skozi čas spreminjajo, videli bomo, kako se bojo odvijale v prihodnje. Za danes pa Tino Mamić, Darko Mršič, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o življenju in smrti že 658. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako obnovljivi so dejansko obnovljivi viri energije. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.